Dober dan, lepo pozdravljeni. V Novi Sloveniji smo ponovno sklicali nujno sejo odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, zato ker z odgovorom vlade, ki ga je podala v marcu, seveda nismo zadovoljni. Sklep na odboru v mesecu februarju je bil, da vlada pripravi celovit paket ukrepov pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javni veljavni program, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju letos in stroškov rasti cen hrane in energentov. Vlada, kot sem že dejala, je marca vložila oziroma poslala v državni zbor opredelitev do sklepa odbora in v podanem odgovoru ugotavlja, da je finančno stanje občin stabilno in vzdržno, tako da bi morebitni dodatni ukrepi pomoči strani države povzročili negativen učinek na splošni makroekonomski in fiskalni okvir države. Za starše pa trdijo, da so se otroški dodatki dvignili in spremenile meje razredov za otroške dodatke in subvencijo vrtca. Seveda, kot zatrjujejo, naj bi se s tem dvigom in s temi spremembami rešilo vse, tudi podražitve za starše, pa vendarle v Novi Sloveniji opozarjamo, da to ne drži. Še več, v Novi Sloveniji smo nad takim odgovorom vlade ogorčeni in menimo, da je predložena opredelitev vlade v nasprotju s sprejetim sklepom odbora. S tem, kar je vlada odgovorila, lahko rečem, se kaže ignorantski in podcenjujoč odnos vlade in pristojnih ministrstev do resnega problema drastičnega dviga cen programov vrtcev. Starši otrok občutijo podražitve vsak mesec pri plačilu položnic. Poleg tega pa v Novi Sloveniji tudi ugotavljamo, da je vlada pri določitvi omejitve najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina iz regulacije izpustila srednje šole in glasbene šole. Vlada je zamejila cene plina za osnovne, socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove. Še enkrat poudarjam, izpustila je srednje šole in pa glasbene šole. Novi Sloveniji želimo tudi opozoriti na zavajajoč argument Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se višajo pragovi za socialne transferje, zaradi česar bodo ti višji in staršem lažje dostopni. Zaradi dviga minimalne plače so res, da se zvišali zneski otroških dodatkov in pragovi dohodkovnih razredov, tako tudi za otroške dodatke, kot za znižano plačilo vrtca. Vendar je tukaj pomembno poudariti, da od 1. februarja letos veljajo zgolj za nove vlagatelje, ki na novo vstopajo v sistem vrtca in seveda v sistem otroških dodatkov. Ne veljajo pa za vse tiste, ki že imajo veljavne odločbe, se pravi izdane pred 1. februarjem letos. Ti starši bodo v nove dohodkovne razrede uvrščeni šele ob izdaji novih odločb za otroški dodatek oziroma znižano plačilo vrtca, se pravi šele v jesenskem času, če govorim o znižanem plačilom vrtca. V Novi Sloveniji opozarjamo tudi na dejstva, da nekatere občine prispevajo dodatne ugodnosti znižanega plačila vrtca. To pomeni, da smo skladno z našo analizo ugotovili, da se te ugodnosti večinoma nanašajo na zmanjšanje osnove za plačilo vrtca pri starših, ki odplačujejo kredit za nepremičnino, v kateri dejansko prebivajo. Zato v Novi Sloveniji predlagamo vladi, da pripravi spremembo zakonodaje na način, da se znesek za odplačilo kredita ali znesek plačil za najemnino, za nepremičnino, v kateri družina dejansko prebiva, odšteje od povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ki je osnova za uvrstitev v dohodkovni razred za znižano plačilo vrtca. Družina mora nekje živeti.
Plačilo obroka kredita ali najemnine pa je dejanski strošek, ki zmanjšuje razpoložljivi dohodek družine. Zato je nujno, da se iz osnove za določitev višine plačila vrtca to izvzame. Zato smo pripravili tudi sklepe, ki gredo ponovno v smer, da se pripravi celovit paket pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javni veljavni program, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju 2023, da se seveda tudi vključijo tudi načini reševanja problematike cen v srednjih šolah in v glasbenih šolah, ter tudi, da predlagamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v 30 dneh pripravi spremembo zakonodaje, ki bo določala, da se znesek za odplačilo kredita ali znesek za plačilo najemnine, v kateri družina živi za nepremičnino, odšteje od povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ki je osnova za uvrstitev v dohodkovni razred za znižano plačilo vrtca. Se pravi, da se ta strošek družine pripozna tudi pri višini plačila za vrtec.